Prosim za vprašanje za ministrico, ja, Vesna. Vesna Deržak, TV Slovenija. Mene zanima, kdaj bo sedaj se nadaljevala obravnava predloga zakona o javnem skladu za financiranje razgradnje, pač nekaj to. In drugič, a bomo to poročilo mi lahko dobili? Poročilo ni označeno za stopnjo nezaupnosti, tudi ta informacija, ki je šla na vlado, jaz mislim, da z tega lahko en ta povzetek teh glavnih ugotovitev lahko pripravimo. To je pa dobro vprašanje, kaj se pa zdaj dogaja z tem predlogom novega zakona oziroma spremembami zakona o skladu za razgradnjo NEK-a. Kot veste, ga je vlada sprejela pred parimi meseci, zdaj je očakana obravnava v parlamentu, vendar smo se zadnjič pred predvideno obravnavo na odboru za gospodarstvo državnega zbora odločili, da prav zaradi teh ugotovljenih odstopanj še enkrat proučimo, ali je tudi ta novela, ali so tudi te spremembe zakona zdaj zadostne, ali vnašajo zadosti novih mehanizmov kontrole, da bomo preprečili to vrstna odstopanja in pa nepravilnosti v prihodnje. Zato smo se odločili, še potem, ko naredimo tudi to izredno revizijo zdaj tega zadnjega posla, da predlog zakona še enkrat proučimo in mogoče predvidimo še kakšen dodaten ukrep. Če pa bomo ugotovili, da bi te odstopanje nepravilnosti lahko preprečili že za temi rešitvami zakona, potem pa seveda bomo ta zakon dali naprej v obravnavo. Ste rekli, da ste dobili pooblastilo za pregled tega drugega spornega posla, imate kak rok za to? Prvič in drugič, te 6 javna naročila, ničnost pogodbe, ste že dobili odgovor iz Evropske komisije, kakšno je vaše stališče glede tega, ste se že opredelili? Posebnega roka na prvo vprašanje nismo določili, vendar je v našem interesu, da to naredimo čim prej, tudi zaradi tega, ker se mandat VD direktorici sklada izteka in seveda želimo, da se še pred iztekom tega njenega mandata zadeva razčisti in seveda na tej podlagi tudi ustrezno ukrepa in imenuje direktorja sklada naprej. Zato seveda se bomo sami potrudili, da bo revizija čim prej narejena. Kar se pa tiče samega ugotavljanja zavezanosti proizvajalcev električne energije k upoštevanju zakona o javnih naročilih, pa moram reči, da uradnega odgovora strani Evropske komisije še nimamo, vendar vse dejansko kaže na to, da so elektropodjetja tudi zavezanci, skoraj zagotovo zavezanci za upoštevanje določil zakona o javnih naročilih, vendar glede tega seveda moramo zdaj še pregledati direktivo, pa naš obstoječi zakon, vse aktivnosti, ki so bile na tej podlagi narejene, zadeva se vleče od leta 2007 do sedaj in na tej podlagi seveda bo potrebno dobiti še kakšno pravno mnenje, kaj pravzaprav zdaj to pomeni za vse posle za nazaj, za naprej zadeva sicer ni problematična, problematično je tisto, kar je bilo narejeno za nazaj, v primeru, če niso bili upoštevan zakon o javnih naročilih. Vendar pa tukaj moram reči, da ko smo se pogovarjali o tej temi z podjetji, proizvajalci električne energije v Sloveniji, lahko ugotovim, da so tudi upoštevali zakon o javnih naročilih, tako da ni šlo za to, da bi bili vsi posli oddani mimo tega zakona, kljub temu, da ni bilo izrecno to navedeno. Torej, pričakujte poročilo kaj pa jaz vem, zdaj mislim, da v kakšnih 14 dneh mora pa to že biti jasno. Kakšno vprašanje, ja, Vera? Vera Ladič, POP TV. Gospa ministrica, mene zanima, kaj je zdaj s prodajo državnega premoženja. Kakšno je vaše stališče, kaj naj se prodaja, kaj ne, oziroma kaj je po vašem mnenju v nacionalnem interesu? To prvo vprašanje, drugo pa na zimske počitnice. Turistični delavci govorijo o 15-milijonski izgubi, ste kaj izračunali to škodo, pa morda še to, kje vi ponavadi preživljate zimske počitnice, je to doma v tujini, na kak način? Kar se tiče
prvega vprašanja, katere naložbe so strateške, katere ne. Vse to bo pravzaprav jasno, zelo jasno zapisano v strategiji upravljanja državnih naložb, ki se trenutno pripravlja v sodelovanju seveda z vsemi pristojnimi ministrstvi in agenciji za upravljanje kapitalskih naložb. V tem trenutku res težko sama rečem, katere naložbe so strateške, katere ne, tako da glede tega vprašanja bo potrebno še počakati kakšen mesec. Mi imamo zdaj do aprila nalogo domačo, da pripravimo sektorske politike. No, moram reči, da za energetiko smo jo že pripravili, saj tisti prvi osnutek, tudi za druge naložbe, ki so v upravljanju in Ministrstvo za gospodarstvo so sektorske politike več ali manj pripravljene, ampak dokler nimamo to usklajenega mnenja, ne bi od tega še komentirala. Drugo vprašanje, zimske počitnice, jaz bom tukaj še enkrat ponovila tisto, kar ponavljamo že nekaj časa. Ministrstvo za gospodarstvo je nasprotovalo skrajšanju zimskih počitnic samo na en teden, vendar še v času ministra Lahovnika smo pravzaprav z to akcijo začeli. Naše stališče je bilo vse skozi nespremenjeno in smo si prizadevali in tudi opozarjali Ministrstvo za šolstvo in šport, da ta poteza ni ravno dobrodošla za turistično gospodarstvo, vendar žal zdaj smo, kjer smo. Imamo enotedenske zimske počitnice, to je v končni fazi pa tudi ena priložnost, da zdaj ta teden izkoristimo, preanaliziramo. Verjamem, da ste tudi sami na terenu in preverjate v natančno stanje, kaj se dogaja v naših zimskih središčih predvsem. Bomo naredili oceno po zaključku zimskih počitnic in na tej podlagi tudi minister Lukšič je obljubil, se bomo potem odločili, kako pravzaprav naprej. Kje pa jaz preživljam počitnice? Evo, danes naj bi imela tudi dopust. Preživljam jih doma, sploh zimske počitnice običajno preživljam doma. Okrog mene je preveč lepih slovenskih smučišč, da bi me vleklo kamorkoli v tujino zaenkrat. V redu. Ja, Janez, še zadnje vprašanje za ministrico. Janez Zelaznik, Žurnal 24. Gospa ministrica, mene zanima, ste prepričani, da boste z globo 4.000 evrov odvrnili vse menedžerje od poslovanja oziroma od nerazkrivanja poslovanj z povezanimi družbami? No, to je zelo zanimivo vprašanje. 4.000, 5.000 evrov, to je zelo lahko veliko ali pa tudi malo, vendar to so pač globe, ki so nekje zdaj, je nivo glob, ki je kar visok za slovenske razmere, za podobne prekrške in moram reči, lahko to primerjam z globami, ki smo jih odmerili članom nadzornih svetov, ki so kršili določbe zakona o omejevanju plač v državnih podjetjih. Po njihovih reakcijah sodim, da tudi tistih 4.000 evrov zanje ni bilo ravno zanemarljivo in si kar prizadevajo, da seveda te globe ne bi bilo potrebno plačati. Hvala, ministrica. Hvala.